akademik Jože Krašovec, lepo vas pozdravljam. Pogovarjala se bova o vaši knjigi z naslovom Okoliščine nastanka in značilnosti celotnih slovenskih prevodov Svetega pisma. Ob kakšni priložnosti je ta vaša knjiga nastala? Lepo pozdravljeni. Ta knjiga je nastala po zelo zanimivih okoliščinah in sicer na vabilo profesor Nike Kocijančič Pokorn, ki je profesorica prevajanja na Filozofski fakulteti. Ona je pred 3 leti začela pripravljati skupaj s kolegicami in kolegi en obsežen zbornik o literarnem prevajanju Svetega pisma in mene povabila, da napišem prispevek o slovenskih prevodih Svetega pisma po reformaciji. Zato sem se tega lotil resno in potem sem pripravil tam prispevek tudi v angleščini za en zbornik v Romuniji, v dopolnjeni obliki, pa tudi za to knjižico, ki je išla ob izidu celotnega prevoda Svetega pisma lansko leto. Zdelo se mi je zelo zanimivo, da ta knjiga izide, zato ker sem se omejil na celotne prevode Svetega pisma. Bolj natančen pregled tudi posameznih manjših prevodov imamo v glavnem uvodu standardnega prevoda, ki je šel 1996. Tukaj mi je prišlo za to, da se pokaže, kaj je bilo vodilo, katere okoliščine so bile razlog, da so se lotili celotnega prevoda Svetega pisma. Ko govorim o celotnem prevodu, je pa dobro vedeti, kaj pa pomenijo delni prevodi. Delni prevodi so praktično vedno nastali v okviru potrebe za liturgijo. Recimo vsi glavni prazniki, zlasti Velika noč, ko se berejo v liturgiji zelo pomembni besedila, recimo Jezusov pasijon. Vse to je bilo treba prevesti še zelo zgodaj v ljudske jezike, zato imamo toliko prevodov še zelo zgodaj in veliko prevodov je delnih, le malo je pa celotnih. No in tudi Vulgata, ki je bila najbolj vplivna za razvoj kulture v Evropi, je nastala na podlagi delnih prevodov. Hieronim je na podlagi naročila papeža Damaza pogledal, kateri latinski prevodi so bili najbolj vplivni, ko so jih uporabljali v liturgiji, in je potem iz številnih prejšnjih prevodov, ki jih danes imenujemo Vetus Latina, potem naredil enovit prevod, ki ga imenuje Vulgata, kar pomeni razširjena med ljudstvo. Razširuje je pa v celotni cerkvi Karel Veliki v 8. stoletju. Kaj pa zgodovina prevajanja Svetega pisma na Slovenskem? Kdo so bili avtorji delnih prevodov, kdo je prvi prevedel Sveto pismo? Prvi delni prevod je bil prevod Matejevega Evangelija 1555, to je prevedel Trubar, potem so sledili drugi delni prevodi in šele 1984 je išla Dalmatinova Biblija kot celoten prevod in ko primerjamo prejšnje delne prevode in Dalmatinovo Biblijo, vidimo kar precejšnje razlike. To pomeni, da je nova ekipa ne samo prevzela, ampak dejansko precej predelala prvotne delne prevode. No in zanimivo pa je, da tile delni prevodi iz obdobja pred Dalmatinovo Biblijo 1584 niso bili ponatisnjeni. In zato imamo danes takšno situacijo, da so nekateri ohranjeni morda samo enem, 2 ali 3 izvodih, razkropljenih po celi Evropi. In to je bil razlog, da sem se zavzel leta 1972, da bi vključili slovenske najstarejše prevode Svetega pisma v zbirko Biblija Slavica, ki so jo v Nemčiji organizirali
za ponatis, faksimilni ponatis najstarejših slovanskih prevodov. Slovenski takrat še ni bil vključen. Tako to mi je uspelo in potem smo v okviru ZRC SAZO in Teološke fakultete delali na pripravi te izdaje Biblija Slavika, kar pomeni faksimile vseh prevodov, ki so bili narejeni do Dalmatinove Biblije. Dalmatinovo Biblijo smo že imeli po natisih, prejšnjih, starejših pa ne. No in potem nam je uspelo, da je to išlo v Nemčiji v velikem formatu leksikonske izdaje, skupaj s komentarjem, ki so ga pripravili zelo ugledni strokovnjaki iz raznih držav Evrope, ne samo slovenski. Tako da smo na ta način rešili zelo pomembno kulturno dediščino. Če ostaneva še za hip pri protestantskih prevodih, na katere vire so se naslonili protestantski prevajalci in potem ste tudi bežno omenili razliko med Trubarjevimi prevodi in Dalmatinom. Zelo normalno je bilo, da so protestantski prevajalci prevajali pravzaprav kot katoliški prevajalci. Oni se niso imeli takoj za neke protestante. Oni so imeli svoje poglede, veliko jim je bilo do tega, da bi svetopismo, ki jim je bil glavni vir, dobili v narodnem jeziku. In zato pomeni, da so kot, recimo Trubar je bil katoliški duhovnik, je začel prevajati v tistih okoliščinah, ki so bile takrat normalne. To pomeni, da je Vulgata bila tako rekoč univerzalen priročnik za celo Evropo. Cela Evropa je tudi dejansko gradila na latinščini. Ogromno besedil je bilo napisanih v latinščini. No in to se pravi, da je Vulgata bila ravno tako v izhodišču za prevajanje kakor izvirnik, ali pa toliko bolj, ker Vulgato so vsi zelo dobro poznali, se pravi latinščino, veliko bolj kakor recimo grščino in hebrejščino. Takrat še mi nismo imeli univerze, kot recimo drugi veliki narod, med drugim Angleži. Recimo v Angliji so izdali tako imenovani King James Version 1611, celoten prevod, ki je izjemno v visokem slogu, ampak to so delali sami vrhunski univerzitetni profesori univerze Cambridge in Oxford. In glede na to kvaliteto se naši prvi prevodi ne morejo meriti z tistimi, ki so jih pripravili vrhunsko pripravljeni tako glede poznavanja jezikov kot same interpretacije Svetega pisma. Kakšno je bilo življenje Dalmatinove Biblije po letu 1584? Po letu 1584 je bila zgodovina prvega prevoda zelo zanimiva, ker pestra, ker je bil to edini kot prvi prevod, so ga uporabljali tudi sicer po katoliških cerkvah in tudi proti reformaciji dejansko ni bila prepovedana knjiga, so v katoliških krogih normalno uporabljali, ampak jezik se seveda razvija. V cerkvi je bila ta zavest, kako pomembno je svetopismo, ne samo za javno branje v liturgiji, ampak tudi za osebno branje, za širjenje besede med ljudmi, ki so bili v vedno širšem krogu pismeni. Zato je bila zelo normalna potreba po novem prevodu. No in dokaj pozno po izidu prvega prevoda smo dobili drugi, in to pomeni prvi katoliški prevod, to je Japlova Biblija, ki je nastajala v letih 1784 do 1802.
No in ta prevod je podobno, kakor Dalmatinova Biblija, nastaja v kombinaciji med izvirnikom hebrejščine, grščine in latinskega prevoda, se pravi Vulgate. Protestantski prevajalci so se verjetno naslonili tudi na nemške prevode Svetega pisma, dopušča možnost. Kakšen odnos so pa imeli katoliški prevajalci do slovenščine? Glede odnosa do slovenščine ni bilo nobene razlike med protestantskimi in katoliškimi prevajalci. Vsi so bili oznanjevalci besede, zato je bil ta odnos do maternega jezika čisto naraven. Je pa bilo odvisno od najvišje cerkvene avtoritete, kdo lahko pripravi prevod, ki ne bo privaten. Takrat takih okoliščin za privatne prevode, kot danes še ni bilo, vse je bilo bolj pod kontrolo in je moral dati recimo škof pobudo za to, in če je dal pobudo, je tudi moral spremljati delo, in to se vidi iz uvodov vseh teh prevodov, kako so pobudniki, to se pravi škofi, bdeli nad prevajanjem Svetega pisma, da so tudi iskali primerne prevajalce, potem dodatno še vključevali koga, ki se je zdel boljši od prejšnjih, tako da so dosegli sorazmerno visoko literarno kakovost. To se pravi, da so zbirali najbolj izobražene oznanjevalce Svetega pisma, to se pravi duhovnike, ki so imeli hkrati zelo oseben odnos do slovenskega jezika in do Svetega pisma kot sporočila. In ta kombinacija je idealna, ne? To se pravi odgovornost do sporočila, v katero verjameš, da je neka temeljna osnova našega življenja, in pa usoda lastnega naroda. Vsi so seveda zavedali, da smo del manjšega naroda, ki je bil vedno ogrožen. Se pravi, ta germanski vpliv je bil zelo velik. Da gremo nazaj na vaše vprašanje, kakšen je bil odnos do nemškega okolja. Pri protestantih, ja, ker dopušča možnost, da so se naslonili tudi na Lutera, ne? To je bilo enako pri protestantih in katoličanih. Vsak v svojem času se je naslanjal na nemške predloge, ne samo na Vulgato. Zelo znano je, to je predvsem Breznik dokazal v svojih študijah, da se je Dalmatinova Biblija ima več nemških osnov, kakor Vulgate. Se zelo čuti, posebno v kakšnih izrazih, ki jih Vulgata nima, ampak recimo Lutrova Biblija, da so ogromno tujih izrazov prevzeli iz Lutrove Biblije. Lutrova Biblija je bila vseeno nekako bliže kakor Vulgata, ker nemščina je bila takrat nekako narodni jezik celotnega cesarstva in so ga obvladali še veliko boljše kakor Vulgato. Pozneje so pa katoliški teologi ravno tako so se naslanjali na nemške predloge, recimo Wolfova Biblija iz leta konec 19. stoletja, to je v krajšem obdobju nastala, imenuje se pa po škofu Wolfu, ne po prevajalcih, kot so Volc in drugi, se je naslonila na nemško izdajo Aliolija, ki je precej bogato komentiral nemško izdajo in so to enostavno prevedli. No, kasneje smo pa mi uvedli tudi praksno že za mariborsko izdajo iz leta 1959-62 in mi na ekumensko izdajo in lansko leto Jeruzalemska Biblija smo se oprli na najbolj priznane izdaje v svetovnem merilu, kar se tiče uvodov in opomb, ker
smo želeli v čim krajšem času priti do prevoda, ki je komentiran. Pisati zelo dobre uvode in opombe pa ni enostavno. In če imaš ekipo, med katerimi so nekateri še čisto začetniki, ne moreš pričakovati, da bo kar naenkrat imeli neke zrele sadove glede tega. In se je zdelo smiselno, da uvode in pombe prevzamemo, jih preredimo, tu in tam kaj dopolnimo, ampak neko jedro je pa tisto, ki nas poveduje potem skupno evropsko tradicijo. K jeruzalemski izdaji Svetega pisma se bo zagotovo še vrnila, ampak prej ste bežno menili Jurija Japlja in Jurija Volca. In me zanima, ko ste dejali, da sta prevajala v skupini več prevajalcev, kako je potekalo tako sodelovanje takrat, kako poteka danes? Metoda organizacije je zelo podobna. Mislim, da to izhaja kar iz naravnega čuta. Ko verjameš, da gre za knjigo, ki je še bolj pomembna kako druge. Vsi prevajalci so v starejšem obdobju, ko je bilo težje priti do neke knjige, kakor danes, morali imeti poseben razlog, da so prevajali. Pa so prevajali tudi grške klasike, recimo, ampak vsi, ki so prevajali Sveto pismo, to sem pa opazil tudi kasneje, celo tisti, ki so bili pod socializmom, na nek način zaznamovani kot bolj socialistično usmerjeni, so si šteli v čast, da so lahko sodelovali v prevajanju Svetega pisma. To se pravi, ta zavest, da je Sveto pismo nekaj posebnega, je omogočila premislek, kako priti sorazmerno hitro do celotnega prevoda. Če samo ena oseba dela, to lahko traja tudi 40 let. In v povprečju ekipno delo prevajanja Evrope, ko sem gledal nazaj, je trajalo 15-20 let. To se pravi, da moraš imeti približno vsaj 7-10 prevajalcev in lektorjev, potem pa je veliko dela tudi z usklajevanjem. Zato lahko potem čas redakcije traja dlje časa, kako si prej predstavljaš. Recimo v našem primeru je bilo to zlasti za zadnjo jeruzalemsko Biblijo kar 3 leta. Samo usklajevalno delo celote, ker znaša skoraj 3000 strani, je to ogromno delo in tisti, ki so sposobni sodelovati, pa navadno nimajo samo eno obveznost, jih imajo več in ne morejo noč in dan delati samo na takšnem projektu. Prej ste bežno omenili literarnost Svetega pisma. Po kakšnih načelih prevajate? Kako ohranjate to literarnost? Načela so bolj ali manj v zavesti prevajalca Svetega pisma. Tako sem jaz videl pri prevajanju obeh, to se pravi komenske in jeruzalemske Biblije. Nekateri so bolj vešči v tem, drugi manj, nekateri sploh ne. In sem opazil postopoma, ne takoj, iz pogovorov in samih izdelkov, da so v načelu stališča zelo različna. Nekateri se zdi samoumevno, da mora biti prevod točen, da ne spreminjaš izvirnega sloga, da se pravi ne samo, da ne spreminjaš besedišča brez potrebe, ampak tudi sloga, ne, čeprav se zdi, da arhaični slog ni tako zelo blizu našemu bralcu. Drugi so pa bili prepričani, da je treba radikalno spremeniti podobo izvirnika in ga popolnoma prilagoditi načinu razmišljanja in formulacij prevodnega jezika. No in potem na koncu smo imeli
recimo prevod, ko je šlo za standardni prevod, se je takoj upadlo, ki je v eni polovici bil dokaj točen po izvirniku, v drugi polovici pa zelo sprost. In smo potem imeli zaradi tega v redakciji več dela, jaz sam kot glavni odgovorni za prevod, kot urednik, sem imel posebno veliko dela, tako da sem pol leta pred izidom 96. leta celo nekaj časa moral v bolnico zaradi preobremenjenosti. In se mi je zdelo, da je zelo pomembno, da je celoten prevod čim bolj v skladu z izvirnikom, tako na ravni besedišča, to se pravi semantike, kot tudi sloga. Potem pa, da so tudi uvodi in opombe čim bolj usklajeni z samim prevodom. In to pomeni, da je sam postopek priprave prevoda silil vse prevajalce, da so se začeli bolj intenzivno ukvarjati tudi s teorijo prevajanja, kakor prej. Ker smo morali svoje stališča tudi povedati, ker smo se večkrat sestajali kot cela ekipa, včasih tudi za seminar, ki je trajal 2-3 dni, in je bilo veliko priložnosti, da je vsak povedal svoje stališče in se je iz tega dalo razbrati, katere teoretike kdo uporablja, ali pa ne, ali pa hoče biti čim bolj izviren. No in glede na to, primerjava tako imenovanega ekumenskega ali standardnega prevoda z leta 1996 in jeruzalemske izdaje, ki je dokončno v obliki išla lansko leto, je v tem, da je ta zadnji prevod bolj zrel, bolj literaren, kakor je bil prejšnji, vendar se oba prevoda dopolnjujeta, ker tudi teorija o tako imenovanem bolj prostem prevodu, to se pravi ad sensum, not ad verbum, kot se velikokrat uporablja latinska terminologija, ima tudi svoje razloge, ki niso zanemarljivi. In tako da ima zdaj pri nas vsak bralec popoln dostop dveh tipov prevoda in lahko primerja, in veliko bralcev, ki berejo kot posamezniki ali v skupinah, tudi precej skupin imamo, mi povejo, kako dragoceno je to, da lahko te primerjave naredijo, ne? Ker večina bralcev ne pozna teh izvirnih jezikov, da bi lahko na ravni izvirnika primerjali. Ko pa zelo pomembne formulacije vidijo nekoliko drugače izražene enem in drugem slovenskem prevodu, pa se vprašajo, kje je razlog. In potem se pokaže, kako zelo dragocena je možnost, da se nekdo, ki se želi malo bolj poglobiti v svet Svetega pisma, lahko pridruži kakšni skupini, kjer bralci med seboj debatirajo, in potem se pokaže tudi, to zdaj vidim preko mene Neokatekomenato, ki je kar precejšna skupina, ki se redno sestajajo in skupaj berejo Sveto pismo na podlagi jeruzalemske izdaje, da zelo pozorno berejo uvode in opombe, kjer imajo zelo veliko teorije uprevajano ob čist konkretnih primerih. Da vzamemo katerekoli temeljni izraz od pravičnosti, ljubezni, zvestobe in tako dalje, se potem pokaže, kateri prevod je bolj usklajen z dikcijo Svetega pisma, kateri pa bolj z dikcijo prevodnega jezika. Akademik Jože Kraševec, prej ste uporabili besedo usklajevanje, uskladitev. In pomemben del pri prevajanju Svetega pisma je tudi usklajevanje svetopisemskih imen. Usklajevanje se mi zdi izredno pomembno,
Zdaj, ko sem sam dal skozi to fazo usklajevanja kot odgovoren urednik, ker sem opazil, da je veliko prevodov Svetega pisma, ki niso usklajeni. Recimo tudi tisti, ki jih je eden prevajalec pripravil, kot je sama Vulgata. Nam je to uspelo. Imamo zdaj 2 prevoda, ki sta precej usklajena, to se pravi v prevodu in uvodih in opombah, ampak to pomeni ogromno dela, da je treba vse delne prevode različnih soavtorjev pregledati in ugotoviti, kje je tista past, ki vodi do tega, da niti prevod, niti uvodi in opombe niso usklajeni. Zato se zdi kar normalno, da smo rabili za Jeruzalemsko Biblijo kar 3 leta časa za usklajevanje. Pri tem pa je zelo pomembno vprašanje oblika svetopisemskih imen. Svetopisemske imena niso usklajeno v svetovnem merilu, ker nimamo takšnih dostopnih priročnikov, ki bi kazali, kje so razlogi za to, da se isto ime pojavlja v različnih oblikah. Jaz sem se tega posebej lotil, zdaj sestavljam tudi sam slovar bibličnih imen, ki kaže na razvoj vseh od 4000 imen in to bi potem lahko bil priročnik, ki bi pomagal tudi širše v svetovnem merilu prevajalcem Svetega pisma, ker vsi ugotavljajo, da so največji izziv v prevajanju ravno oblike svetopisemskih imen. Že leta in desetletja skrbite za nove prevode Svetega pisma, prevajate, usklajujete delo svojih kolegov in kolegic. Kaj vam to delo pomeni? To delo mi pomeni vse na strokovnem in sploh osebno-duhovnem pomenu, ker ugotavljam, da je svetopismo knjiga, ki govori o edinosti Boga in človeškega rodu. In to verjetno nikoli dovolj ne poudarimo, velikonočnih praznikih se pa to posebej kaže, da je Bog eden stvarnik, tisti, ki prihaja kot odrešenik in ustvarja torej eno vesoljno človeško družino. In če bi se tega bolj zavedali, bi bilo veliko manj vojn in veliko več sodelovanja med ljudmi. Akademik Jože Krašovec, hvala vam za ta vaš zadnji odgovor, za vašo knjigo Okoliščine nastanka in značilnosti celotnih slovenskih prevodov Svetega pisma in hvala za pogovor. Hvala tudi vam in vsem poslušalkam, poslušalcem.